naše prekinjanja črne in bele. Rdeč gumb. Evo, več je pa bolj prijetno, kam nam je. Rdeč gumb je treba pritisniti. Je že. Gospod minister. Prosim. A ste prvič tukaj? Ne. Ampak na tej posli pa verjetno prvič ležite. Mislim, da tle nam je še hčerka ni spravila, ja. Ali ne koncu. Tukaj smo v hiši eksperimentov, ne zato, ker bi bil tudi razvoj eksperiment, ampak ker na nek način hiša eksperimentov simbolizira tisto, za kar se pravzaprav ves čas zavzemam oziroma kakršen duh poskušam v to službo vnesti, namreč ustvarjalnost, radovednost, to so tiste lastnosti, ki jih želimo spodbujati, to so tiste lastnosti, ki jih želimo tudi ljudem vzgajati in pravzaprav pri najmlajših se ta proces radovednosti lahko začne, lahko poteči tudi v ustanovah, kot je tale. Zelo sem hvaležen gospodu Kosu, da nas je tukaj sprejel oziroma nam je ta dogodek omogočil v svoji ustanovi. Veseli smo tudi, da je sončno vreme, ker pa jaz sicer sem le noter zamaka. Če se govori o, ne vem, ali o enotni davčni stopnji, o tem ukrepu drugem, ne, potem mora imeti to en tak efekt, da reče, o, super, odlično, ne, zdaj pa jaz bom naredil firmo ali pa zdaj bom pa jaz šel v nove investicije v svoji firmi in bom, ker se je to zgodilo, ne, ker to je pravzaprav na koncu tisti razvoj, da nekdo naredi dobiček, ne, da nekdo več zasluži, plača več davkov, imamo več denarja za socialo in se ta krog potem obrne naprej. Ne sme zadeva pustiti državljanov nekje, okej, ne, tam delamo nek razvoj. A ste z Mrkovičem pa z Damjanom kaj govoril kdaj v življenju? Z gospodom Damjanom sva se pravzaprav dobila na kavi, preden sem pravzaprav bil potrjen. Z gospoda Mrkoviča sem pa pravzaprav tudi povabil, da bi se dobila, bil pa takrat v Ameriki, odkar je prišel pa nazaj oziroma sumam, da je zdajle doma, sem pa pravzaprav je tole ministrovanje tako sestankovno zahtevno, da še nisem prišel do tega časa, ampak bi se rad srečal tudi z gospodom Mrkovičem. Kaj vam je rekel gospod Damjan? Moj davčni nasvetek, na opozorila? Ja, je bilo marsikaj zanimivega, ne bi ničesar konkretnega izpostavil. Se mi zdi, glede na to, kar ste danes govorili, da je pravzaprav vaš pristop diametralno nasprotno. Zdi se mi, da je najprej treba izčrpati možnosti, da se dogovorimo. In ve se, kateri so socialni partnerji, ve se, da pravzaprav ti socialni partnerji morajo tudi ali pa bodo morali odgovornost prevzeti za to, če se nekaj ne zgodi, pa bi se moralo zgoditi zato, ker so spravili toliko in toliko tisoč ljudi na cesto, ali pa če imajo to možnost. Po drugi strani pa seveda na koncu vlada tista, ki na volitvah odgovarja za to, je delala dobro ali ne in morda mora kdaj tudi sprejeti kakšen ukrep, ki pa je proti trenutnemu javnemu mnenju. Ne. Nekdo je rekel, da pač reforma pomeni, da psu vzameš kost. Ne, tudi če potem laja in grize. Ne. Ampak najprej je treba stvari poskusiti z dialogom in mislim, da se da veliko narediti. Ste vi član kakšne stranke? To me skozi sprašujejo, tako da... Veste, zakaj vas sprašujem? Se vam zdi, da če bi bili član SDS, da bi imeli več vpliva, več možnosti, da vplivate na realizacijo reform? Ne, mislim, da to ni povezano. Mislim, da mi ne bi nič pomagalo, če bi bil član SDS-a. Mislite, da ni recimo gospod Zagožen bolj vpliven v gospodarstvo, kot ste vi? Zaradi svoje neformalne moči? Težko komentiram gospoda Zagožna. Hvala lepa.